osrednja gostja, gospa Božena Encina Svanič, dečakinja Ive Stiplošek, se pravi krno Ive Stiplošek, potem pa bi lahko rekli tudi Franja, ker je bil pa seveda to mož, gospe Stiplošek. Izjemno časti štejemo, da je z nami tudi naš župan, Ivan Molan, tako lepo se je podstavil, ker je mu najlepših predmetov te razstave, čeprav seveda se mi zdi, da smo to prizorišče nekako postavili pravilno tukaj k avtoportretu Franje Stiploška, naši novi pridobitvi. Pridobitvi, vse to, kar vidite, je naša najnovejša pridobitev iz lanskega leta. Gre za kar obsežen odkup neke tudi donacije, ki smo ga opravili in izvedli s podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in seveda tudi naše sedežne občine Brežice. Že kar vrsto let za zbirko Franje Stiploška z velikim prizadevanjem, da je ves čas dopolnjujemo in da je to ena najpomembnejših zbirk našega muzeja, se pravi, za to zbirko skrbi naša kolegica, umetnostna zgodovinarka Oži Lorber, ki ji bom kmalu predala besedo, bom pa že tudi takoj jo nekako napovedala na ta način, da je to tudi njena zadnja uradna razstava v našem muzeju, kajti odhaja v tisto, upamo, najlepše obdobje, ne? Se pravi, najlepše obdobje, kjer bo delala, kar bo želela. Mi pa je predvsem želimo, da bo vse to delala zdrava in z veliko dobre volje, ker je res v zadnjih tem času nekako je mogoče ste jo pogrešali, zagotovo ste jo pogrešali. Dober večer, sem skupaj. Priložnost za razstavo v preteklem letu odkupljenega gradiva iz zbirke gospe Božene Encine Svanič z umetnostnimi deli Franje Stiploška in delno opremo slikarjevega ateljeja je torej priložnost, da opozorimo predvsem na izvrstnega slikarja, odličnega grafika in pionirja med mozealci Posavja, ki je odigral pomembno vlogo v kulturnem življenju Krškega in Brežic. Rojen je bil 12. maja 1898 v Malinski na otoku Krku, slovenskemu očetu Simonu, carinskemu uradniku in materi Emiliji rojeni Dragetič iz stranki Ceresa. O prelomu stoletja se je z družino preselil v Žarkovje, ker je med letoma 1904 in 1908 obiskoval osnovno šolo, nato pa šolanje nadaljeval na nemški gimnaziji v Trstu. Maturiral je leta 1917 na učiteljišču v Trstu, kjer se je zatem leto dni izpopolnjeval v zasebni šoli kiparja Ivana Rendiča. Med službovanjem na nemški meščanski šoli v Mariboru je z Viktorjem Cotičem ustanovil umetnostni klub Grohar. Od leta 1924 je kot član kluba mladih in umetniškega društva Hagenbund razstavljal doma in na tujem. Med letoma 1921 in 1922 je obiskoval umetno obrtno šolo na Dunaju, v letih 1923 in 1924 študiral na Likovni akademiji v Zagrebu in sicer grafiko pri profesor Krizmanu. Zaradi bolezni je potem študij prekinil, od 1925 do 1941 leta je služboval kot profesor risanja in opisne geometrije na meščanski šoli v Krškem. Leta 1926 je za kratek čas študiral grafiko v Benetkah, leta 1938 pa v Firencah. V tem ustvarjalno plodovitem obdobju se je leta 1927 poročil z Ivo rojeno Lavrič, študentko umetnostne zgodovine. Razumevajoča življenjska sopotnica je bila njegov navdih in veliko opora pri njegovem ustvarjalnem delu. Po drugi svetovni vojni je poučeval na gimnaziji Brežice in bil sočasno upravnik muzeja, ki ga je vodil do svoje upokojitve leta 1962. Po temeljni študijsko zasnovani retrospektivi je Posavski muzej Brežice leta 1979 odprl njegovo stalno spominsko razstavo z 49 deli, kjer je v začetnih grafikah poudarjen ekspresionistični zanos, v osrednjih tihožitkih, figurah, figuralnih kompozicijah, portretih, avtoportretih in vedutah, z ostro risbo in plastično modelacijo pa je izrazita privrženost načelom nove stvarnosti. V poznih krajinah se sprosti v realizmu, enkrat liričnega, drugič magičnega pridiha.
Izbrana umetnostna dela skupaj z umetnostno-obrtnimi predmeti, ki predstavljajo delno opremo slikarjevega ateljeja, pomenijo dragoceno dopolnilo te stalne naše muzejske zbirke Franje Stiplovška, ki je bila zasnovana torej v 70 letih preteklega stoletja. Vsako v preteklem letu pridobljeno delo predstavlja kakovostno dopolnitev gazeli Stiplovškovega opusa, ki zajema širok spekter motivnega sveta. Avtoportret, portret, veduto in krajino. Nedvomno sta med temi izrazito iztapajoči oljni sliki, avtoportret iz leta 1935 in Tihožitje z Vrano iz leta 1934. Tolikokrat opažen svet tišine in brezčasnosti v slikarjevih zgodnjih delih je prišel do izraza prav v avtoportretu. Skrajna čistost linije z ostro modelacijo zamišljenega obraza in z zazrtostjo oči model s popolno prostorsko izoliranostjo figure in uglašenostjo celotne slike na zeleno-rjave tone ustvarja popolno tišino. In to je čutiti tudi v Tihožitju z Vrano. Grafika Kristusova glava, poimenovana tudi vsak ima svoj križ, je posvečena religiozni temi, ki v Stiplovškovih delih ni bila prav pogosta. Trpeči Kristusov izraz trnovo krono, s katero so Jezusa zasramovali, je Stiplovšek poudaril z ekspresivnostjo, ki je bila na začetku njegove ustvarjalne poti močno prisotna. Pogosto so bile upodobitve vedut s cerkvami. Tu sta predstavljeni dve grafiki in ena risba iz let 1923, 1934 in 1947. V 50 letih se v grafikah loteva predvsem podeželskih prizorov z ljudsko arhitekturo, vodnjaki in mlini. Odkupljena grafika mlin je nastala leta 1954. Med risbami pa sta dva modrika žena, oba nedatirana, nastala najverjetneje v 30 letih, med katerima eden morda predstavlja portret slikarjeve žene Ide. Edini akvarel, most z veduto cerknice, znamenitim mostom, je bil slikarjevi ženi ili dragocen spomin na njeno rojstno mesto. Risba z upodobitvijo Franje Stiplovška pri počitku, poimenovana Franjo, je delo 21-letnega Marka Šušteršiča, kasneje uveljavljenega slikarja in likovnega pedagoga. Nečanka gospe Ive Stiplovšek, slikarjeve žene. Z madeži poškodovan papir z odličnim grafičnim odtisom predstavlja eno prvih upodobitev Franje Stiplovška, na kateri je upodobljena cerkev svega Jakoba, Šentjakov poimenovana. Tega je lastnica in dedinja zapuščine Iva Stiplovšek, gospa Božena Encina Svanič, v začetku letošnjega leta podarila Posavskemu muzeju Brežice, za kar se seveda prisrčno zahvaljujemo. Hvala lepa. Likovnim delom smo pridružili del opreme slikarjevega ateljeja, kar bo zbirki Franje Stiplovška podahnilo novo bivansko razsežnost. Novo pridobljena dela Franje Stiplovška se nastajala med letom 23 in 54. Predstavljajo dela, na katera sta se Stiplovškova, slikar Franjo in žena Iva, ki je bila njegov navdih in velika opora pri njegovem ustvarjalnem delu, močno navezala in s katerimi so bili povezani njuni trajni spomini. Nocojšnja priložnostna razstava pomeni poklon umetniku Franju Stiplovšku in njegovi ženi Ivi, dolgoletni priljubljeni sodelavki muzeja, ki sta zaslužna, da se več kot 70-letna tradicija Posavskega muzeja Brežice lahko ohranja v današnji čas. Dovolite mi, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem, ki so pripomogli, da je razstava dobila svoj obraz. Ekipi restauratorsko-konzervatorska delavnica Posavskega muzeja Brežice, Alešu Venetu, Roku Vrstovšku Tanšku in Nive Slemenšek, ki so poskrbeli za konzerviranje oziroma restauriranje gradiva in za tehnično postavitev razstave. Hvala lepa. Posebna zahvala velja seveda tudi Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije in občini Brežice, ki sta finančno podprli odkup. Hkrati pa razstava ne bi bila mogoča brez podpore direktorice muzeja Alenke Černelič-Krošer in ne nazadnje iskrena hvala gospe Boženi Encina Svanič,
ki je bila pripravljena dragoceno zapuščino Franja in investitoršek prepustiti Posavskemu muzeju Brežice. Navsezadnje hvala vsem, ki svojo prisotnostjo dajete pomen nocojšnjemu dogodku. Prisrčna hvala. Najlepša hvala, naša draga Oži. Bomo veseli vedno, ko boste prišla k nam nazaj in to verjamem, da velikokrat. In tudi seveda še ta izziv, ki smo si ga zadali za, upam, v prihodnjih 2 letih, da prenovimo stalno razstavo Franje Stiploška, da v bistvu ne toliko prevrednotimo njegovo delo, ampak ga postavimo v neke druga razmerja, ki so se v teh letih seveda tudi razvila z novimi poročanji, z novimi dognanji, z novimi pridobitvami in jaz upam, da nam bo to kmalu uspelo. Uspelo nam bo tudi zato, ker seveda, kot je bilo rečeno, pri vsaki razstavi sodeluje kar nekaj sodelavcev in izjemno pomemben del so opravili tudi naši sodelavci konzervatorske restauratorske delavnice. Zato bo danes Aleš Rene, naš vodja, povedal nekaj besed, predvsem v teh lesenih predmetih, in v predmetih, v katere so vložili veliko truda, dela in seveda tudi znanja, da so tako izjemno lepo danes na ogled in na voljo vsem nam. Pozdrav vsem tudi v mojem imenu in pa v imenu konzervatorske restauratorske delavnice Posavskega muzeja. Tudi v delavnici se poleg običajnega dela, ki ga upravljamo v delavnici, razveselimo tudi novih pridobitev. Naša naloga v prvi vrsti je, da predmete, ki jih sprejmemo v muzej, konzerviramo. Kaj to pomeni? To pomeni, da predmete pregledamo, ali so mogoče v lesenih predmetih prisotni kakšni lesni insekti, na papirju kakšne plesni, da se te varno očisti in pa pripravi za varno hrambo v muzeju. Današnji predmeti, ki so pa danes na razstavi, so nas pa posebej razveselili v tem smislu, ker vsak zase govori svojo zgodbo. In pri novih pridobitvah ima kustos pač nek zapis o teh predmetih, ki pridobi, in ob obisku v delavnici vedno zve nekaj novega. Tako smo recimo pri podrobnem opisu teh predmetov, predvsem govorim za pohištvo, ugotovili, da ti stoli, 4, ki so recimo tu predstavljeni, so izdelani iz 3 vrst lesa. Ogrodni del je v osnovi iz lesa iglovcev, furniran z hrastovim furnirjem, noge pa so iz bukovega lesa. To so take zanimivosti, ki kot laik mogoče ne opazimo. Največji izziv pa nam je predstavljal predalnik, ki smo sicer po svojem izgledu lahko ga uvrstili v obdobje nastanka. Pri postopku restauriranja pa so se pokazale neke doktrine, kaj vse je ta predalnik že v času svojega življenja, če lahko tako rečemo, že tudi bil prenavljan. Tako smo z Oži pregledali na predalnik in se mi pač v samem postopku pokazal, da je ta predalnik bil večkrat predelan in restauriran. Kar se vidi mogoče na levi strani, ko boste videli, da interzirana žila ni dokončno zaključena in se vidijo zaplate furnirja, katere so bile predhodno popravljene. Potem ta sredinske ročaji, kot jih vidite, so iz medenine, prav tako niso prvotni, kajti prvotni so bili na vsaki strani po par in verjetno so imeli nek baročni izgled. In pa v notranjosti so sledi ključavnic. Vsak tak poseg, kot sem že omenil, da predmetu dodaten opis, kar je pomembno tudi za razumevanje umetnostne zgodovine in pa tudi same vrednosti predmeta. V delavnici se, kot sem rekel, veselimo naslednjih pridobitev in pa sodelovanja z našimi kustosi, vam pa želim lep večer še naprej.
podpira, nas spremlja in seveda tudi smo lahko resničili to veliko željo, da ta del sicer njej zelo dragih predmetov pride k nam, ker se je tako odločila in ker je rekla, da zdaj pa čas, da gre to v naše roke in najlepša hvala in vas lepo prosim za par besed. Lahko tudi sedite. Ja. Jaz nisem govorc, v glavnem ste povedali vse. Edino, kar me veseli, da pride ta stvar v prave roke. Tam pravzaprav kam spada. Oglašala se bom še to, kar se bom mogla večkrat pri vas, ker sem moja otroška leta se tudi tukaj. Čeprav je daleč to nazaj. Ja, niste se tako enostavno ločila vseh teh del, ker kakor na svojo zgodbo in je bilo del vašega okolja nekaj vrsto let. Raje dam v okolje, ker vem, da bojo skrbeli za to. Tako, ja. Hvala in da bo tudi dostopno. Sorodnikom Stihoškovi direktorici, gospe Oži, ki je pripravila to razstavo in vsem, ki ste prišli. Seveda v občini Brežice smo veseli vseh novosti in veseli smo, kot je bilo že povedano, da se tudi naše freske zidne obnavljajo in s tem seveda naša viteška dvorana, ki je biser v Sloveniji, dobiva res tisti dokončni in pa ključni pomen. Vendar danes se nismo zbrali tu zaradi viteške dvorane, verjamem, da se bomo še drugič in pa da se bomo še veliko tam srečali. Danes smo se zbrali zaradi pomembne zbirke, ki nekako prihaja v javno last oziroma v last muzeja in pa seveda s tem tudi naš ustanoviteljic. Občine seveda skrbimo in si želimo, da postanemo tudi na tem kulturnem področju izjemno prepoznavni in zato seveda tudi podpiramo takšne akcije, posebej pa še podpiramo, če so ljudje, ki so z naših krajev, ki so v naših krajih ustvarjali in s tem seveda poleg tega, da imamo tu umetnine tudi povezane z ljudmi, ki so rasli pri nami in ustvarjali. Mislim, da je to največ, danes pa tudi smo slišali, da je to na nek način tudi poklon gospodu Frajnu Stihošku, ki je praktično tu bil tisti upravitelj, ki je tu živel, ki je vzgajal mlade rodove in verjamem, da bi bilo to danes, če bi bil med nami za njega tudi največje priznanje. Tako da, hvala vsem, ki ste pri tem sodelovali, predvsem pa moja naloga danes je, da odprem to razstavo, kajti dejansko vse drugo je bilo že povedano. Vsem vam hvala in upam, da še v prihodnosti se vrti srečamo v takšnem ali podobnem dogodku. Hvala lepa. Mislim, da prav lahko pred nas. Hvala lepa. Želim še veliko dobrega in da se bomo še radi vratili. Pa verjamem, da bomo tudi kakšno vašo razstavo zdaj videti tu. Tako, bo pa verjetno bistveno lažje, ker boste delali bolj, koliko boste imeli časa, ne tako kot zdaj. Tako, bolj sproščani. Tako, bolj sproščani. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključili bomo z glasbo, potem